Nahajamo se v galeriji Y na razstavi, ki se imenuje Dvakrat Marušič, na katerem se predstavljajo skupinske slike tandema oče in hči, torej Živka in Ire Marušič. Pred enim letom, ko sem se z Iro pogovarjala o njeni potencialni samostojni razstavi, sva potem preko dialoga in pogovorov prišli do tega, da pa bi mogoče vseeno šlo za neko sodelovanje, bodisi dvojno razstavljanje, torej dveh umetnikov, dveh umetnic, ali pa za dejansko sodelovanje pri slikanju. Tako da potem na koncu je padla odločitev, da bo ta nekdo njen oče, tako da imamo na razstavi 4 velikoformatna dela, ki sta jih torej naslikala skupaj. Na razstavi se nahajata še 2 miniaturi, gre v bistvu za neke vrste študijo za te večje slike in pa ena čisto samostojna slika od Ire, srednjega formata. Gre za to neko njeno napolgnilo limono iz leta 2016, torej gre za malo starejše delo. Ostala, ta velika platna pa so nastala 2024, v začetku leta in pa prejšnjem letu 2023, prav za to razstavo. V bistvu se s to razstavo nekako vračamo v preteklost, ker sta Ira in Živko Marušič kot tandem oče in hči sodelovala že, ko je bila Ira še otrok. Torej 30 let nazaj sta že skupaj slikala. Ko je Živko slikal svoje velikoformatne slike, je Ira pri vogalčkih in pri robovih slikala svoje polžke, metuljčke, cvetlice ali pa ostale packe. Tako da ta razstava je v bistvu zdaj nek homaž temu skupnemu 4-ročnemu slikanju. Ta velikoformatna dela, ki sem jih omenila, so zanimiva zato, ker ima vsako 2 naslova, torej en naslov je od Ire in en naslov je od Živka. Na nek način izstopa delo Two Species oziroma Cornelia Spinoza. Torej gre za delo, kjer je na eni strani naslikan ta zajec z bodicami, ki je od Ire in se potem preko slike na drugo stran prelevi skozi to spotegnjeno antropomorfno figuro v delo Živka, torej človeška figura in pa njena močna temno-zelena senca. V bistvu delo izstopa zato, ker je nekako najbolj lebdeče v nekem neprostoru. Imamo pa potem tudi to miniaturo tega zajčka z bodicami v pomanjšani verziji, ločeno na steni. Potem recimo je tukaj delo izpod Triglava oziroma Ipolita, kjer imamo v centralnem delu ta portret ženske Ipolite v nekem oblaku, iz njenega hrbta prihaja en tak konjski žrebec. Potem čisto na vrhu pa se nahaja ta spotegnjena figura zopet od Živka in pa nek ta mogoče cinično humoren komentar nekega simbola Triglava, od koder potem tudi naslov vsaj njegovega dela slike. Slike nekako povezuje to njihovo žarčenje, tako imenovanega sredozemskega pigmenta, torej ta močna oranžna, rumena, rdeča in pa potem nežno-zelena in pa močna modra. Upodobljene so tako živali kot različni predmeti, ki resnično obstajajo, torej ta mali zajček ali pa tale mali avion in konjiček. In pa tudi torej posamezna hrana, ki je mogoče bolj značilna za Iro, torej te limone, napol olupljene čebule in pa rastline, kot so torej kaktusi. Poraja se torej vprašanje, kaj je naslikal kdo oziroma kater del je od koga, kajti zdaj so ta sodelovanja slikarjev mogoče malo bolj popularna oziroma smo jih videli na enih odmevnih razstavah v zadnjih parih letih. Zdaj za razliko mogoče od kakšnih drugih sodelovanj tukaj ne gre za tako intenzivno prekrivanje in skakanje drug drugemu v sliko, ampak gre nekako bolj za dodajanje in medsebojno spoštovanje. V večini primerih je tako, da je Živko nekako uskakoval in se tu pa tam vključil v sliko. Seveda se ga takoj prepozna po teh razpotegnjenih figurah človeških, po sencah in pa po dodajanju določenih ornamentov, predvsem na ozadju prostora, ki ga ni.
Mogoče najbolj reprezentativno je to res osrednje delo, ko je na sredini ta velik kaktus, ki ga prepoznamo, da je Irin. Njena dela na tak način smo lahko že videli na njenih samostojnih razstavah v Bežigrajski galeriji, naprimer leta 2014 in 2021, kjer so se v bistvu razbohotile te kaktusi, limone, različna hrana in tako naprej. Kar se pa tiče mogoče teh formatov in načina, da je platno direktno nabito na steno, torej da ni podokvirja, pa potem tudi na razstavi v Moderni galeriji, torej Momentalmente, kjer smo lahko videli njena velikoformatna dela. Kar se pa Živka tiče, ki ga mogoče zadnja leta ni toliko v Ljubljani za videti, smo ga pa videli na razstavi Figuralika v Cukrarni, kjer je razstavljal neko svoje starejše samostojno delo. Tako da v bistvu mineva točno 30 let od ene specifične slike, ki sta jo skupaj naslikala, na katero se Ira zelo rada nanaša, kjer je upodabljala te polže. Tako da gre v bistvu za neko vračanje v preteklost z neko potenciranjo slikarsko potezo seveda. In pa tudi v Tivoliju, na tem majskem salonu, je zdaj eno delo reproducirano, kjer se lahko vidi to Irino mlajše posredovanje v Živkina dela, medtem ko gre zdaj tukaj za obratno, torej da v bistvu Živko posega v njen milje. Ta način slikanja na te velike formate in na to bombažno platno in da se ga direktno nabije na steno in da se uporablja neko to prezračeno ozadje, ki nima v resnici prostora in se potem na to lima gor podobe, to je mogoče ta element, ki vizualno zelo hitro potegne na njuno skupno delo. Vseeno pa se mi zdi, da Ira vseeno izstopa z nekimi temi oblikovnimi in pa predvsem vsebinskimi elementi, kot smo že omenili, mogoče malo več tega vegetativnega sveta ali pa mogoče nanašanja na neke predmete, ki so njej ljubi iz otroštva in ki dejansko obstajajo. Neko zanikanje podobnosti se mi zdi pa mogoče odveč, ker ipak gre za dva slikarja, ki si skorajda delita atelje in skupaj delata že vrsto let in to delata dobro. Razlika je tudi mogoče v poimenovanju samih del. Živkovi naslovi so malo bolj splošni, mogoče malo bolj opisni, kot sta recimo Izpod Triglava ali pa Landscape ali pa Human and Vegetables, ki zanimivo, da so v angleščini, medtem ko Irina dela, ki imajo naslove v italijanščini in so veliko bolj specifična, torej naprimer Ipolita, žensko ime, ali pa Kaktus 1549, torej gre za neko letnico zraven, ali pa Lindbergh, torej za specifičen priimek človeka, ki je naredil specifično letalo, ki je tudi na sliki. Se mi zdi mogoče zanimivo, da so taki naslovi veliko bolj specifični, mogoče malo bolj ikonografsko usmerjeni, kar pri Živku ne bi rekla, ki se mogoče te neke ikonografije, če tudi je naslikal fizičen Triglav na sliko, mogoče malo bolj redkeje opazijo in so manj izpostavljeni.